Poseben pozdrav, zares smo iskreno veseli, da ste med nami, torej iskren pozdrav predsedniku Državnega sveta Republike Slovenije, gospodu Mitju Bervarju in njegovi soprogi. Lep pozdrav vsem, ki ste prišli od blizu in daleč iz Slovenije in iz zamejstva. Tudi tisti, ki pravzaprav ste samo predlagali današnje prejemnike priznanj in seveda v prvi vrsti tisti, ki boste priznanje Naša Slovenija 2012 za posebne dosežke pri ohranjanju in uveljavljanju naše skupne dediščine tudi prejeli. Kot veste, podeljujemo ta priznanja letos četrtič. Do sedaj smo zbrali že več kot 250 predlogov, nominacij za najrazličnejše projekte od najbolj preprostih pa ne podcenjevalno vaških prireditev ali poskusov ohranjanja dediščine, pa do seveda akademskih projektov, ki jih izvajajo, ki jih pripravljajo, na katerih delajo naši uveljavljeni znanstveniki, strokovni raziskovalci naše dediščine. Vse to nas zavezuje seveda k nadaljnjemu razvoju organizacije, ki jo imenujemo kultura-natura.si. Poprej se je imenovala Naša Slovenija, Slovenija Nostra, no pa odkrito povem, da smo zaradi mnogih prijateljev tam čez zahodno mejo rekli, da Slovenija Nostra pa ne bomo, čeprav smo člani Evrope Nostre, ki je federacija 250 dediščinskih organizacij v Evropi s sedežem v Bruslju. O prejemnikih, o njihovem delu, o tem tudi, kaj vse so storili za naše skupno dobro, predvsem pa za našo dediščino, bomo slišali v nadaljevanju. Sedaj pa vabim k mikrofonu predsednika Državnega zbora, gospoda Mitjo Bervarja, da nam spregovori nekaj misli. Hvala že naprej. Spoštovane ljubiteljice in ljubitelji naravne in kulturne dediščine, gospod Slavko Mežek, predsednik gibanja Kultura Natura, cenjeni gostje, spoštovani prejemniki letošnjih priznanj Naša Slovenija, gospe in gospodje. Z velikim veseljem sem sprejel častno pokroviteljstvo današnjega svečanega dogodka, ki bo s priznanji zaokrožilo prizadevanja vseh tistih posameznikov, društev in organizacij, ki so v preteklem letu po mnenju ocenjevalcev izkazali največji prispevek k ohranjanju in uveljavljanju naše dediščine. Še posebej me veseli, da je projekt resnično vseslovenski, da so vanj vključeni tudi naši zamejci, ki jih seveda ob tej priložnosti še posebej pozdravljam. Kajti simbole in lepote naše narodne identitete je prav za voljo njihovih prizadevanj čutiti še daleč po tistem, ko pristopimo politično zarisane meje in na tak način udejanjamo skupni slovenski kulturni prostor. Slovenski kulturni prostor so trgi in domačije, so kozolci, čebeljaki, so znamenja in obeležja nekdanjih dogodkov, za katere so predniki želeli, da bi se zapisali v trajen spomin. Naš kulturni prostor so vodnjaki, so reke, gozdovi, gore in morje. Predvsem pa smo tudi mi sami. Gre za celoto. Mi ustvarjamo svoj kulturni prostor, ta pa v enaki meri ustvarja nas. Kulturna in naravna dediščina sta bistveni sestavini našega bivanja, sta del našega najglobje narodne, pa tudi osebne identitete. Tujci pri nas poznajo po krajini, tujci nas poznajo po krajini, kulturnih spomenikih in zbirkah, ocenjujejo nas po našem odnosu do lastne dediščine. Pogosto je slišati, da nanje naredil velik vtis tudi na urejenost naših vasi, krajev in mest. A celostno podobo naših krajev in krajine gradijo drobne in lepe malenkosti, ki se jih včasih niti sami dobro ne zavemo. Zato se mora odnos do naše dediščine iz strokovnih inštitucij preseliti v širšo družbo, ki naj prepozna njene vrednote, jih spoštuje, se z njimi identificira in dejavno sodeluje pri skrbi za njihovo prihodnost.
Kulturna in naravna dediščina je za vsakega posameznika in celosten slovenski narod pomemben izvor vrednot, saj pripoveduje zgodbo o nas samih v preteklosti, vpliva na naša dejanja v sedanjosti in je nenadomestljiv navdih za našo rast v prihodnosti. Zato se moramo zavedati, kako pomembno je, da zavest o pomenu naše kulturne in naravne dediščine ponotranjimo, saj lahko iz nje črpamo znanje in samozavestno moč tudi za naša dejanja v prihodnosti. Le, če se bomo dovolj zavedali naših temeljev v preteklosti, bomo lahko dosegli preboj in spoštovanje samih sebe, s tem pa tudi drugih. In prav v širjenju zavesti in znanja o dediščinskih vrednotah vidim izredno pomembno vlogo civilne družbe in gibanj, kot je tudi gibanje Kultura Natura Slovenije. Civilna družba izgrajuje podporno okolje od spodaj navzgor. Dotakne se vsakega posameznika posebej, lastnika stavb in zemljišč, lastnikov podjetij in zaposlenih v njih, otrok v vrtcih, učencev v šolah, prebivalcev v lokalnih skupnostih. Zato se tudi priznanja, ki bodo podeljena v nadaljevanju, simbolični izraz velike zahvale vsem tistim, ki ste v okolju z dejanji in zgledom nosilci dediščinskih vrednot. Še na eno področje bi se želel ozreti ob tej priložnosti. Rad bi poudaril pomen delovanja naših obrtnikov in podjetnikov, ki dejavno soustvarjajo podobo našega življenja in naše dežele. Obrtno-podjetniški sejem, na katerem smo tudi danes, je prireditev, na kateri obrtniki in podjetniki v praksi pokažejo rezultate svojih prizadevanj. V mednarodnem okolju je že nekaj časa prisotno zavedanje, kako lahko mala in srednja podjetja, s tem pa obrtniki in podjetniki močno pripomorejo k povečanju BDP-ja vsake države. Po mojem prepričanju moramo zaradi svojih naravnih in človeških danosti prav Slovenija na tem področju napraviti še korak naprej. Zato močno podpiram delovanje in delo Obrtne zbornice Slovenije in verjamem, da bo z dobrim delom pripomogla k boljšim gospodarskim rezultatom države v prihodnje. Spoštovani, naše identitete ne ustvarjajo hipne vrednote. Naša identiteta ima veliko globje korenine. Čas krize je velika priložnost za razmislek o tem, kako naj naša dediščina postane sestavni del trajnostnega razvoja, ne kot politična kategorija ali modni preblisk, temveč kot temeljna paradigma moderne družbe in kot generator napredka. To vrednoto bom podpiral in razvijal v celotnem svojem mandatu. Na koncu bi rad seveda kot popotnico današnji prireditvi ob čestitkam njenim organizatorjem zaželel obilo poslovnega uspeha vsem obrtnikom, vsem podjetnikom, vsem vam, ki ste danes prišli tukaj in se pridružili z nami skupaj, in pa predvsem izrekam iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj. Naša Slovenija. Hvala lepa.